dobrega ne obeta, neprijazen je, kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šev, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privoščiš zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Naj ti pojasnim. No, naj pojasnim. Beličevi so dobili solidarnostno stanovanje in so se v soboto izselili iz tiste dvoriščne stavbe. Zdaj je prazna. V hiši smo sklenili, da ne bomo več dovolili, da se ta podrtija uporablja za stanovanje. Ja, pravilno. Sklenili smo tudi, naj se prostor uredi tako, da bo služil vsem stanovalcem. Tudi to je pravilno. No, vidiš, tukaj pa nastane problem. Povej ti meni, tovariš tajnik, kako bi po tvoje služila najboljši in najbolj koristen? Torej, koristna in lahko na 100 načinov. No, to vemo tudi sami. Samo kako bi bilo najboljš, najbolj ekonomičen, najbolj primeren. In torej... No, naj ti jaz sam povem. Kot mini vrtec. Pa ja, zakaj pa ne? Poglej, ti, Bacek, sam najboljši veš, kakšno je stanje v naši krajevni skupnosti. Tudi če bomo imeli srečo, do leta 85 vrtca ne bomo dobili, ker ni denarja. Ni. No, zdaj me pa poslušajte. Denarja ni. Vrtca ne bomo gradili, otročajev imamo pa kolikor češ. Če z ničemer drugim, z otroki in s problemi smo obdarjeni kot noben drug. Poglej, v hiši je natančen 8 otrok. Vsi so stari, razen mojih dveh, od 3 do 6 let. A ne bi bilo najbolj za vse nas, ki delamo, da preuredimo to zgradbo v mini vrtec in potem poiščemo eno primerno žensko, ki bi pazila naše otroke. Odlično! To je pametna misel, kaj čakate, začnite. Torej, lahko računam s podporo krajevne skupnosti. Zakaj sprašuješ? Ja, poglej, še danes bomo to zadevo rešili na zboru stanovalcev. Jaz bom predlagal, da se uredi mini vrtec. V celoti se opiram na vas. Ja, ne skrbi, ti kar predlagaj. Mi smo vsi dobri ljudje, razen tega gre tu za otroke. Ja, upajmo, jaz upam. Urejeno. Nasvidenje. Takoj, ko zvečer končamo, ti pa sporočim. Da, nasvidenje. Verjeta, adijo. Adijo. Nasvidenje. Vidiš, to je samo upravljanje v bazi in v praksi. Ljudje sami najbolje vejo, kaj jim je potrebno.
So ti spiski gotovi? Ja, izvol. Madonca sem smatral. Vso noč nisem mogel zaspati, pa ne vem zakaj. Ja. Najbrž je nekaj narobe z mojimi živci. Marjetka, imaš kaj kave? Ni. Imam nekaj boljšega. Razmnož to in razpošlji. Madonca. Povem vam, to je nevzdržno. Te cene zelenjad porostasno rastejo. A veste, kaj sem rekel tiste vojaki stanovanjskega? Ne veste, rekel sem mu, da to sploh ne. Mene že ne bodo pripeljali že enega čez vodo. Mene ne. Saj ne gre za to, kdo bi koga, ampak za realno ocenito položaj. Jaz že vem, kaj bi bilo bolje. Pa ne bom zdaj povedal. Torej, če mene vprašate... Neč ne smo vprašali, tovaš Laci. Prav neč, ker zadeva zadevo, ideje obstajajo. Ja, tovarišija, ideja in ideja. To sta dve stvari. To se mi zgodi, če bi kavo delili, da skočim po zajci. Od mene osebno. To je pa res lepo presenečenje, gospa Ana. Dajmo malo pohitimo, tovariši. Saharin. Zdravje sem brala, da škodljiv? Res kopuja. Včeraj sem se ljubil s tistim Jakom Slovenskega. Prosim, tišina. Tako. Tovarišice in tovariši, torej vsi veste, zakaj gre. Vso stvar ste lahko dobro premislili in kot sem videl, ste se med sabo tudi že pogovorili, zato pa kar na dan s predlogi. Torej, kdo ima kakšen predlog? Tovariš Trimček. Jaz sem za to, da napravimo garažo, odnosno shrambo za kolesa, mopede, smuči in druge rekvizite. Tako. Če je v stranišču kaj prostora, bi lahko montirali tudi prho, da se človek po treningu lepo osveži. Kakšne kolesa, kakšne mopede, lepo vas prosim. Če ima kdo kolo, ne ga spravi v vežo, kakor do zdaj. Tako. In pa kakšen trening, gospod Pipan. Gospod Pipan, prosim, ja. Potrebujemo sušilnico za perilo. Tale prostor je naravnost idealen. Pri roki je in ne bo se nam treba zvirati po podstrešju. Zdravje je najpomembnejše. Če bi vi tekli vsak dan okrog parka, bi imeli linijo kot manekej, ali pa brez zavire. Svoj špek sem se z lastnimi zobi natovkla. Dobro ste ga natovkli. Kar pa zadeva letanja po parkih, bo pa tole povedala. Če gospod Pipan tako zelo rad Trimčka, potem naj pa nosi škafe z mokrim perilom na vrh pod strehe. Malo več resnosti, prosim. A ima še kdo kak predlog? Tovariš predsednik. Tovariš Bobnič. Moja žena. Vaša žena ima besedo. Torej, perilo, kolesa, kako prozaično. Vi, gospod Pipan, edini tekate naokrog. To je vaša osebna zadeva, lepo prosim. Mi ne smučamo in ne trimčkamo. Res je. Kar se pa tiče sušenja perila, za kar se zauzema soseda Poljančeva, je to tudi osebna zadeva. Tako, tudi osebna. Če vi ne bi imeli 5 podnajemnikov, bi tudi imeli veliko manj perila. Govorimo odkrito, lepo prosim. Lepo prosim. Ampak jaz od tega živim, moja pokojnina je majhna. Osebna zadeva, sem rekla, kakor tudi kolesa. Ne. Spomniti si moramo kaj boljšega. Nekaj, kjer se bomo lahko kulturno izživljali. No, recimo, lahko bi si uredili zimski vrt. Ja. Za kaktuse, za cvetlice, za ptice. Strinjam se z gospo Bobničevo. In če dovolite, bi tudi še jaz nekaj povedal. Mi sami vidimo, kako gorostasno rastejo cene zelenjavi. Kdo pa to še finančno zmore, posebno, če je penzionist. Zato predlagam, prosim, razparcelirajmo dvorišče in
vsakemu njegovo parcelico, potem pa prosim, izvolite, kakor vas je volja. Sadite, kakor vas je volja. Eden krompirček, drugi čebulo, tretji česen, četrti peteršilj, korenček. V hišici pa bi lahko imeli seme in orodje in seveda kaktus in ptiček, kot je predlagala gospa Bobničeva. Kaktuse, ptice, lahko bi si nabavili garnituro, mizo, naslonjače. Klubsko. Ja, sadje pa kaktuse, ja, kdo pa je tu še videl, no? Pa zelenava. Kaktusi pa ptičice. Tovariši, to je kulturno. Duhovno. Te oplemeniti. Kaktuse pa ptičice. Ja, koga je pa še kaktus oplemeniti, prosim vas, dajte nam mir, to je bedarija. Kako si drznete? Oprostite, jaz ne govorim nobenih neumnosti. Oprostite, jaz sem diplomirani pediker. Ja. Tvoje žule so vas ožulile, tako? Prosim! Do zdaj še nimamo predloga, ki bi zadovoljil ambicije vseh. In jaz se zelo dobro zavedam, da takšnega predloga, za katerega bi vsi glasovali z obema rokama, sploh ne bomo našli. Naši interesi so preveč različni. Ampak treba je ohraniti demokratičnost. Zato je treba, da zmaga želja večine. Tovariš Miha ima besedo. Torej, dragi sostanovalci, korenček, peteršilček, spodnje hlače, kaktusi, kolesa, smuči, vse to so za človeka pomembne stvari. Ampak vendarle mislim, da je pa najpomembnejši človek sam. Se strinjate, kaj ne? Torej, jaz imam 2 otroka, tovariš Novak tukaj tudi 2, tovariš Žiber na enega in tovariš Kralj 3. Torej, skupaj 8 otrok. Slišite, odkot piha veter. Rekel sem 8, če dovolite 8. V njihovem imenu predlagam, da v tej zgradbi uredimo mini vrtec. Kaj? Mini vrtec. Prosim, krajevna skupnost bo dala denar, mi bomo pa poiskali eno pametno in primerno žensko, ki bo pazila na naše paglavce. Kakor sami veste, na našem terenu še vsaj 5 let ne bodo zgradili vrtca, ker ni cvenka. Tovariš Miha, to je predlog. Ena. Mislim, da lahko tudi mi povemo svoje, dragi tovariš Petetejevec. Jaz sem odločno proti. Pa ne samo jaz. Če bomo mi tu urejali otroške vrtce, potem nam v 10 letih ne bodo postavili pravega otroškega vrtca. Razen tega ne vem, zakaj bi poslušali vpitje po dvorišču. Res je. Pri učenju. Seveda. Vse otroci derejo, ne? Ja, vi ste proti otrokom. Jaz sem proti otrokom. Nimate otrok, pa ne veste, kako je. Prosim, tovariši, mirno. Zmeraj imamo ljudi, ki mislijo, da so sami na svet. Tak ljudje so kako regrat, poliš ga, kopleš, pa kar naprej rase. Ja, tako je treba s krampam, s korenino. Tako ti pa ne bomo šli, tovariš Kralj. Jaz pa regrat. Tovariši, zahtevam popolno tišino. Predlagam, da o predlogu tovariša Perška odloči referendum stanovalcev. Kdo je za to? Tako, pošten. Seveda bo pošten. Prosil bom tovariša tajnika krajevne skupnosti, da bo navzoč pri glasovanju in s tem bomo ohranili objektivnost in demokratičnost. Razpisujem referendum za v nedeljo ob 10. dopoldne in s tem zaključujem današnji zbor stanovalcev. Zdravo. Torej, gospod Markič, jaz mislim, da je najbolje, da vi prevzamete vodstvo in da nas zastopate. Saj so izgubljeni, mi imamo večino, to je jasno, ne. Takoj bom naredil seznam naših. Jaz naci koželj. No, torej, tovariš Bobnič, Markič, Pipan, Uglec, Polančeva, profesor, seveda potem naše boljše polovice. Ja, prosim, ne pozabite mene. Še danes stopim k tovarišu Jaketu iz Stanovanskega in mu povem. Tudi jaz imam papagaja Jakata, pa ne govori toliko kot ti. Najbolje bo, da se zberemo pri Karpanu. Tukaj prisluškujejo. Pridite zvečer k meni, pa si bomo pomenili kako in kaj. Veš kaj, nekaj se bo treba zmisliti.
Jaz mislim, da naj dobro, da smo prestali na glas To bo v redu. Naj smo dovolj močni, veš? Borili se bomo. Ja, je, Tisto glede regrata, tovariš kralj, o tem se bova pa še pomenila, midva. Ja, lahko takoj. Nesramnost! Nihče nima nič proti otrokom. Toda, če jih že imate, potem skrbite zanje. Tako Ne je. pa, da jih obešate drugim za vrat. Tako je. Prav, prav. Dušica Bobničeva. Niste vi bodočnost tega sveta, pa tudi jaz ne, pa noben od nas. Ampak otroci. Miha, ja komu pa tu govoriš? Tile konzervativci mislijo, da bo vsega konc, ko se oni stegnejo. Ko se mi kaj? Stegnete. Lepo. Da sramniš! Ne razumem tega gemanj žargona. No, pa ko vam arhangel zaploza na saksofon. Tako. No in kaj smo sklenili? Nič. Nekaj si je treba zmisliti. Vse to je Bobnička zakuhala. O, ne. Markič. Bobničkova je prej neumna, da bi se kaj tazga zmislila. Kaj pa ti? Zakaj si pa tako ti? Premišljam. A premišljaš, kako ste naredili tisto neumnost, ko ste razpisali tisti referendum. Vrtec je nujnost, pa basta, vi pa kdo je za? Seveda imajo tiste mumije prav, da so proti. Mogoče se bojo pa skregali med sabo, ker vsak leče na svoje. Ne bojo se skregali, dokler nas ne minirajo, pa lepa itak že vseeno. Madonca, mi smo krive, mi ženske. Mi bi morali vzeti stvar v svoje roke, ne pa da prepuščamo vse tem decem. Pa še tistega tajnika Backa so vpregli. Ja, pa ste prepričani, da imajo večino. Seveda jo imajo. Kaj pa Hrovat? Hrovat se še ni zjasno, a je za ali proti. Ker ni ne krop, ne voda. Ti ne tlač mi vsega v en koš. Jaz vem, kaj bi morali napraviti. Zasest tist prostor, pa amen. Ampak to ne gre, ker ste vi oportunisti. Kakšni oportunisti? Balinate skupaj, žlampate skupaj pri krpanu, pa se ne upate drug drugemu zameriti. Če ne boste vi, bomo pa mi. Jaz hočem ta vrtec, ne samo zaradi otrok, ampak tudi zaradi sebe, ker bi se rada zaposlila. Poslušajte, jaz mislim, da jih je treba prepričati. Prepričati, Mika, ampak kako? Ne vseh se ne da, to vem. Ampak nekatere bi pa lahko. Bobnička ima močen argument. Če bomo sami urejali vrtce, naše krajevna od občine ne bo dobila nič. Ja, kakšen argument imamo pa mi? Pozni je, gremo domov. Zjutraj bomo pametnejši. Lahko noč, draga, ne skrbi. Če vse propade, lahko še vedno zasedemo prostor. Srečno pozdravljeni, živijo. Živijo. Lahko noč. Lahko noč. Drugič mi pa ne čuje kaj takih traparij. Traparij. Zate so to traparije. Pa ostani ti z otroci en teden doma, pa boš videl, kako je. Pa tukaj gre za moj ugled. Sedim v tistih odborih, komisijah, zagovarjam strpnost, razumevanje, demokratičnost. Demokratičnost, Ja, natanko to. Tukaj gre za pluralizem interesov. Ti že imaš svoj pluralizem. Jaz vidiš, kako se dere. Že gre, mamica. Krpan? Ja, takoj, seveda. Kaka tričet? Ja, sigurno. No, dobro, Franko. Tako torej, no. Ja, v redu, mogoče je tako tudi najboljš. Pa glasujte. Jaz vsekakor pridem na zborovanje. Z mano lahko računaš. Vse bo pošteno in objektivno. Bojim se, da ne bomo uspeli. Nič se ne bojte, no. Mi smo tu vsi dobri ljudje, Mika. Krpan plača. Pa tek je 8, tovariš tajnik, kod si navalio? Domov, mulj ima 2 cveka, noče se učiti. Prav, tudi ti imaš samo 6 razredov, 8 letke, pa si tajnik. Zdravo. Pametno dete, a? Miha, še eno? Še eno. Evo.
Kot za tebe, brez pene. Nasvidenje. Hvala lepa. Lej ga, naš PTT-jevc je prišel. Krpan šprica. Kaj bomo? Kukarkul računa Miheveč. Ne vem, nekaj moramo. Lekdo bi se mislil, da bojo proti. Vacek pa kar naprej gon svoje. Tukaj smo sami dobri ljudje. A so tele dobri? Pogled Markiča, kako agitira. Glejte, jaz nimam nič proti otrokom, zares, no. Zares prav nič nimam, Bog obvaruj. Ampak, zakaj bi se drli prav meni na oko? Naj se derejo tistim, ki so jih spravili na svet. Kaj slišiš? Slišim. Miha, manj se medi, jaz grem. Če me boš kaj robil, več kaj me najdeš. Samo veš kaj? Meni se zdi, da smo se prenagali, ne veš. Brez agitacije ne grije. Preglasovali nas bojo. Pa tudi vejo, kako se to dela, veš. Obljubljajo se sorte, se sklicujejo na usluge, ki so jih dali Bog ve kdaj. Kaj pa mi? Si bom že nekaj izmislil. Če se kaj izmisliš, klobuk dol. Krpan. Sad smo kompletni. Zdravo, predsjedniče. Da sedeš malo. Ne, hvala ti, se mi mudi. No, malo pivo mi daj, pa grem pa domov. Mali pivček. Ja. O, Miha, kako si? Vse si sam videl. Dajmo, živijo na zdravje, no. Fantje na zdravje. Kaj češ? Pa ti, zakaj si pa ti? Za ali proti? A to te zanima. Veš kaj? Jaz sem proti temu, da se take stvari rešujejo provizorično. Ovako, mali ste. Treba jih reševati programsko, pa čeprav samo prispevkom. Ja, kar pa ne pomeni, da sem za Markičevo linijo. Hvala lepa. Zato se bom pa v nedeljo vzdržal glasovanja. Zdaj pa lahko noč. Žoža, golaš. Žoža, račun, prosim. Daj, golaš. Golaš. Ja, to pa moramo popiti, ne? Žoža, dej ga plača. Ne, nocoj plačam jaz vse. Nekdari proslavljate, kaj? Proslavljamo. Pazi, Žože, imajo 4 litre. Tek, tovariš Peršek. Žoža. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Obraz se vam je pa nekam potegnil, Peršek, a? Sede se vam, bom nekaj povedal. Ja, agitirate, a? Agitirate. Ampak pri meni to ne užge. Ne bo vam uspelo, Peršek, nas je več. Pa tudi prav je, da se stabilizacijsko obnašamo in da ta prostor čim bolj gospodarno izkoristimo. Otroci so pa lahko tudi doma. Veste kaj, Markič? Če vi ne bi bili na čelu tiste skupine, ki je proti, bi nam gotovo uspelo. Dajte, no. Seveda, vi imate vpliv. Ljudje vas spoštujejo. Vi lahko vplivate na ljudi. Jaz nič ne vplivam na ljudi, dajte. Vi to meni pravite, kaj? Ja. Dobro, vzdržte se pri glasovanju, pa bomo videli. Kaj pa vi? Tudi jaz se bom vzdržal. Dobro.
Strinjam se, ampak povem vam, Peršek, mi vas bomo kljub temu preglasovali. Ne boste. Mi daste besedo, da se boste vzdržali pri glasovanju, pa vam dam tudi jaz svojo. Prav? Dobro, prav. Tu je moja roka. Peršek, ampak zdaj ste oben glas. Ja nisem si mislil, da ste tako naivni. Naredili ste nam uslugo. Na zdravje, Peršek. Krpan plačam. Takoj. Eno dvojno žganje za frakla. Dvojno Na moj žganje. račun. Pa 4 litre, 32, 2 kisele, suma sumarum, 38. Evo, Markič, matematika, tehnika, gumarabika. A, dobro. Tako? Tako je? Res? Da ti. Hvala lepo, Markič. Pa lahko noč, Peršek. Lahko noč. Na zdravje. Ne, to ni prav, tovariš Peršek, ljudem tako segati v besedo in jih žaliti. Veste, jaz sem zmeraj bil in sem za demokracijo. Da vsak naj pove, kaj misli in kako, ampak brez želja. Če so vam kaj rekli, je bilo v razburjenju. Ne zamerite jim, oprostite. Se jaz ne zamerim, ampak moja ženska, se veste, kako je. Seveda. No, kaj mislite o referendumu? Ja, zmagali bomo, to je pa gotovo. A mislite? Ja, seveda imamo večino. Ja, ampak vse to je zaradi vas, tovariš Bobnič. Kako zaradi mene? Zaradi vas. Vi pritiskate na nekatere stanovalce, da bi glasovali tako, kot hočete vi. Poglejte, na primer, Puklec. Dovolili ste mu, da uporablja polovico vaše kleti. Kako naj potem glasuje proti vam? Nekaj vam bom povedal, spoštovani in dragi moj sosed Peršek. Veste, mene niso mogli pridobiti niti Jeftičevci v stari gnili Jugoslaviji. Jaz nikogar ne pridobivam, pa tudi ne dovolim, da bi me kdo pridobival mene. Ne, dragi moj gospod. Žoža! Žoža Špricar. V politiki, tovariš Bobnič, je najvažnejše, da ima človek čisto vest in da jo čisto tudi ohrani. Točno, prav to sem hotel reči. Poštenost lahko ohranimo samo tako, da nihče v nas niti ne bo posumil. Pravilno. Če vi ne bi glasovali, bi bilo vse drugače. Potem nihče ne bi mogel posumiti, da so nekateri glasovali pod vašim vplivom. Ja, tako je, tako je. To se prav. Kako vi to mislite? Kako naj ne bi glasoval? Moram. Tovariš Bobnič, naj vam nekaj predlagam. Prosim. Če vi ne boste glasovali, tudi jaz ne bom. Pa bomo videli, kakšna je volja večine. Ja, kaj bo rekla moja ženska? Se zavedate, da imate premalo glasov? Jaz na to niti ne mislim. Poglavitno je, da bo glasovanje kar se da objektivno, da bodo ljudje zares izrazili svojo voljo. Pa ste prepričan v to, da boste zmagali, kaj? Poskuste, pa bomo videli. Torej, če vi ne glasujete, ne le, da tudi jaz ne bom glasoval, ampak ne bo glasoval niti Puklec. Tako daleč grem, ker sem prepričan v zmago. Mi smo v večini. To je pošteno. Na besedo. Na besedo. Ste dobro premislili, kaj predlagate, da vam pozneje ne bo žal? Ne, dal sem besedo. Ampak kako boste pa prepričali Pukleca, naj ne glasuje? A Puklecu je pa vseeno. Njegov se ta zadeva sploh ne zanima. Torej, spoštovani in dragi moj sosed Peršek, izbrali ste poraz in jaz vas v to nisem silil. Martin greva. Ja, dva špricarja. Puklec, gremo. Hvala lepa. Krpan, Ja. meni še enega. Še enega? Pa Fraklu, kar hoče. Ja.
Vem, žganje. Žoža, žganje za frak. Šta li ti to munđaš, Miha, da mi je da znam? Tiho, za otroke gre. Za otroke. Kad je za otroke, daj da munđamo zajedno. Bom že sam zmogel, Krpan. Boš sam. Dobro. Evo, Aj, tvoj. a je kak praznik. Samo te šibaj, kompanjon. Kad je bal, nek je bal, a? Hvala. Vem. Koka, samo da ne bo mrzla, a? Evo, ni mrzla ni topla, nego srednja žalost. V Egiptu sredi avgusta pijejo vrot čaj. Ko je bilo, tovariš Pipan? Ko bi vi vedeli, kakšen užitek je to. Zvečer teč 5-krat, 6-krat skozi park in se potem oprhat z narčno vodo. Šele tedaj bi dojel, kaj je vrnitev k materi prirodi, kot je rekel tovariš Rousseau. Vse se ne jezite. Vi se jezil, izvolite, sete. Samo za minuto, da se ne prehladim. Mislil sem, da se jezite zaradi mojega predloga. Kaj, ko bi se to uskladilo? Malo vrtec, malo pa dvoranica za trening. Ne, tovariš Pipan, kompromisa ne bo. Ali, vi kot športnik boste to razumel. To je boj do konca, a ne? Videti je, kot da nimam rad otrok. A jaz sem iz družine, kjer nas je bilo 7. Poslušajte, poskusite se vendar sporazumeti z Markičem in drugimi. Jaz lahko posredujem. Če se ne sporazumete, boste izgubili. Jaz pa tudi. Markič bo sadil solata, Bobnička pa kaktus. Kje pa, ne bodo pristali. Se vidite, tovariš Pipan, kako je. Ljudje takoj padejo pod vpliv, če le kdo pokaže inicijativo. Če vi, na primer, ne bi prvi dali tega svojega predloga, bi zmagal jaz. Dvignil sem roko, da bi govoril, pa je Hrovat dal besedo vam. Hočete reči, da sem jaz kriv? Ne, s tem svojim predlogom ste potegnili vse ostale za sabo. Potem se je razlilo kot hudournik. Kar naprej so kljubovali, trmoglavili, vsak je vlekel na svojo stran, poravnavali so stare neporavnane račune. Ko se plas enkrat utrga, ga nihče več ne zaustavi. Ja, to mi je žal. Poleg tega so mislili, če tako ugleden človek, kot je tovariš Pipan, daje take predloge, zakaj jih ne bi še mi? Ja, kaj zdaj, a? Žal mi, veste, zelo mi je žal. Pa to ni prav, da bi imeli tam lopate in kanarčke. Ja, vaš predlog je dober, a jaz vendar ne morem več nazaj. Zakaj pa ne? Kdo vam pa kaj more? Sicer pa veste kaj? Vzdrživa se. Jaz ne bom glasoval, vi pa tudi ne boste glasovali. In če bi vam kdo kaj očital, mu rečete, Peršak ni glasoval, zakaj ne bi jaz? Če si on premislil, si lahko tudi jaz. Ja, vseeno boste izgubili. Ja, mogoče, ampak vi pri vsem tem ne boste nič krivi, če vam je žal, kot pravite. Ja, pristajam, tovariš Peršek, ker ste fer nasprotnik, pravi borec. Zdaj moram pod prho. In potem, če ne bo nič pametnega na televiziji, v posteljo pa dobra detektivka. Ne skrbite, jaz držim besedo. Tudi jaz. Lahko noč. Noč. Zdrav, fantje. A kje si do sad bio na srečo? Pa seja se je zavlekla. Boš večerjo? Ne, hvala, sem že jedel. Fantje, veste kaj je novega? Podržaj je podpisal. No ne. Pa da, zato se je tudi seja zavlekla. Podpisal je, v nedeljo že lahko nastop. Tovariši ste slišali, podržaj je podpisal. Sad imamo desnom beka po meri Fazonija. Ne plaćaš, Miha, ništa ne plaćaš, ništa nisi dužan. Danas Đoka časti narode, ovamo. Fantje, Đoka časti sem. Ovamo.
Podržaj podpiso. Joco, si slišal? Podržaj podpiso, za tebe jedno veliko i jedan mali rum, je? Lahko, dal sem dežurstvo. Tako. Zdaj sem tu privatno. Izvolite. Za našu NK Savicu, koja se konačno iskompletirala, i ako se sada ne izvučemo iz Zonske lige, onda smo debidu seronje. Na zdravje! Na zdravje! Za Savico, za Savico! Ja sam rekao da bo praznik. Kako tako? Ti, drugi bih, pa tudi dober. Ja, ne, mi bomo zmagali, to je jasno. Seveda, poglej, imamo večino, vse trije. Torej, kar se mene tiče, sem za vrtec, ker je tudi to prispel k sterilizaciji, ampak seveda, to povem samo tebi, ker hočemo vplivati na mnenje. Ne, vse to je lepo in prav. Zame je važno predvsem to, da zagotovimo demokratičnost postopka. Naj zmaga večina. Zdravo, Jaci. Poslušaj, v kater tabor pa ti spadaš, na? Pravzaprav zdaj niti sam ne vem več. Viš kaj, bil je za to. Če ne glasujem jaz, tudi on ne bo glasoval. Ti si rojen za diplomacijo. A smo končno le sklepčni? Smo. Dobro. Torej, otvarjam zbor stanovalcev z eno samo točko dnevnega reda in sicer glasovanje o uporabi izpraznjene dvoriščne stavbe, sestoječe se iz sobe s štedilnikom in WC-ja. Torej, kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda soglasno sprejet. Tovarišice in tovariši, čast mi je, da pozdravimo v naši sredi predstavnika naše krajevne skupnosti, tovariša tajnika Štoka, ki se je ljubeznivo odzval našemu vabilu in bo prisostvoval glasovanju, tako da bo glasovanje zares objektivno in demokratično. Tovariš tajnik, če želite kakšno besedo. Najprej hvala za zaupanje. Tovariši in tovarišice, zdaj tudi sami vidite, kako se principi o lastnem odločanju uveljavljajo v praksi, ne le na papirju. No, danes boste odločali o pomembnem vprašanju, ki se tiče vaše hiše in vas samih. In kakor boste odločili, tako tudi bo. No, jaz pa sem prepričan, da boste odločili kar najboljše. Tukaj smo vsi dobri ljudje, tovariši in tovarišice. Spet ga lom z dobrimi ljudmi. In zato vas v imenu krajevne skupnosti tovariško in prisrčno pozdravljam. Hvala, tovariš tajnik, hvala. Torej, tovarišice in tovariši, glasovali bomo o dveh predlogih. O predlogu tovariša Markiča, ki predlaga, naj bi izpraznjeno dvoriščno stavbo uporabili za gospodarske in druge namene, kakor bi se pač odločili stanovalci sami. In pa o predlogu tovariša Perška, ki predlaga, naj bi v izpraznjeni dvoriščni stavbi organizirali mini vrtec. Pravico do glasovanja imate vsi. Torej, oba predloga zelo dobro poznate, zato ne bi vse te stvari na dolgo in široko razlagal in dajem predlog tovariša Perška takoj na glasovanje. Torej, kdor je za predlog tovariša Perška, naj prosim dvigne roko.
Kartonist, strojalec. A je kdo proti? Kdo je proti, kaj? A je kdo, hočem reči, kdo je proti, naj dvigne roko. Hvala. Se pravi, predlog tovariša Perška je zmagal s 3 glasovi večine. Zasluge, ampak priznati morate, da je moj glas prenesel tehnico na našo stran. Zmagala je demokratičnost. Bobnično, Puklec, Pipan. Zakaj pa niste glasovali? Zakaj? Saj tudi vi niste. Zdaj mi pa okol prišlo. Izigral nas je. Ampak treba in bo treba. Ja, res je, pa instalacijo treba donirati, pod bo treba urediti. Ja, še dosti dejna. Veste kaj, da boš to, da se propet kot modejna. Ja, ki pa je Miha. Ej, Miha! Ja, prijem, ja. Krsite sosed. Sam za hip. Diplomat. No, se pravi, tukaj smo vsi dobri ljudje, ne?